Dober dan. Danes snemam video po obredu, ki sva ga imela z Igorjem, predvsem s tem namenom, da vam povem, kako lahko obredi resnično naredijo spremembo v vašem življenju, kako lahko ti vaši podzavestni vzorci, ki jih imate, pridejo na površje in kako lahko odpravite, zato da živite lepo, srečno in uspešno življenje. V petkovem videu sem vam povedala, da smo na obredu, da je imel Igor na obredu, namero, da se ljubi in potem še zraven, da sprejema vse poslovne odločitve, osebne poslovne odločitve z ljubeznijo. In potem se je hecal z mano in je rekel, no, probi ti to namero, daj si ti namero, da se ljubiš in da uresničuje svoje poslanstvo. In danes bom malce podelila, kakšen je bil obred, predvsem pa, kaj mi je pomagal, kaj mi je pokazal in kam se me je peljalo. Zakaj tudi snemam ta video? Ker se ničesar ne sramujem, se v popolnosti sprejemam in tudi danes bom podelila z vami, da že skoraj 5 let hodim na obrede, šamanske obrede, da tudi pripravljam skupine za te obrede, zato ker resno čutim, da lahko ljudje naredijo največje spremembe, vendar, če si dovolijo pobrskati malce ali pa spoznati, videti svojo bolečino in pa skozi to bolečino obljubim, če si dovolite, ste nagrajeni. Ok, danes sem si malce sestavila tekst, zato da ne bo kar tako vsega poprek, ampak da malce vas vodim. To meni moja namera je bila, da se ljubim in uresničujem svoje poslanstvo. Zakaj obredi? Najprej sem začela z obredom ljubezni in še vedno priporočam ljudem obred ljubezni, mogoče ne enega, toliko, da začutite, da se napolnite z ljubeznijo, da odprete srce in to izvajate toliko časa, da res začutite vsako celico svojega telesa, da se imate radi. Obredi pa so namenjeni za to, če slučajno se nimate dovolj radi, se ne spoštujete, se ne cenite, ste skozi zacikljani, niste uspešni ne v poslu, ne v osebnem življenju, radi nosite maske, ne dovolite si pokazati, kdo v resnici se. To meni najprej vedno priporočam obred ljubezni. Meni ta obred, nažalost, nič več ne da, ampak še vedno vztrajam na tem, da vsako skupino najprej pripravim za obred ljubezni. Potem pa so še drugi šamanski obredi, tisti, ki so meni dosti blizu in vsak mi je izredno blizu in tudi pri vsakem sem šla skozi bolečino do razsvetljenstva, do najvišje točke razsvetljenstva. To so obred z gobicami, svetimi gobicami, potem imate ajuasko, San Pedro, še marsikateri drugi, to so nekako obredi, ki jih jaz poznam. Seveda so še potem tisti krajši obredi, ampak ti so nekako tako ključni za to, da lahko delate na sebi. Da vidim, kaj sem si napisala. Ja. Če si dovolimo iti skozi bolečino in da ne razmišljamo o tem, kdaj bo obreda čim prej konec, to na nek način tako kot pomeni, ko umreš in ponovo doživiš ponovo rojstvo, definitivno prideš do točke, ko si nagrajen, resnično si nagrajen. Začutiš to, ne vem, bom kar tako rekla, kot da si v orgazmu, kot da je vsaka celica tvojega telesa v orgazmu, temu rečejo razsvetljenje. Ok, zdaj bom pa šla pogledati, kaj sem si pripisala. Ok, to sem povedala. Mogoče kaj je najbolj pomembno pri obredih, ker zdaj je teh obredov malo morje. Ne toliko, meni je najbolj pomembno, komu greste na obred, predvsem pa, kako ste pripravljeni, predpriprava na obred. Bolj, ko vas nekdo pripravi, to pomeni, da vam določi pravo namero pa je, da malce povrta v vašo preteklost, da malce povrta v vaše otroštvo, da malo vidi, kje se cikljate, kateri vzorci so tisti, ki vas omejujejo za to, da bi naredili naslednje korake. In potem s to namero, ta namera je ta svetilnik, ki vas pelje po tej poti. Zato bom tudi podelila ta moj obred. In kaj je še izredno pomembno? Da imate potem nekoga, s kom lahko delite to, vas pelje skozi ta proces integracije in udejanjanja to v življenje.
Kajti, če vi, na primer, greste na obred in doživite samo temo in ostanete v temi, vi potem to temo še lahko predelujete nekaj dni, mesecev ali celo leto. In če človek ostane v temi in ne pride do tega, da doživi ta preskok, se ustraši in ponavadi ti ljudje vedno rečejo, da so obredi nekaj najhujšega, kar je možno. In sem prepričana, da veliko živimo v umu, kar pomeni zavestno kreiramo svoje odločitve, premalo delamo pa na podzavesti, ki nam pomaga za to, da res živimo iz srca in da se čutimo živi, da se čutimo v zenu, da čutimo, da zmoremo, da smo pogumni, da vztrajamo in da verjamemo v tisto, kar pač počnemo. Predvsem to zaupanje, da ne prihajamo kar naprej v neke dvome. In dosti krat se zgodi, da tudi na obredih se doživi, to je bilo tudi pri meni, ko človek ne pride do razsvetljenstva, to pomeni do tega, da je nagrajen in je v temi, da ga motijo drugi ljudje, ki to doživijo, ki doživijo te občutke. Tudi jaz imam veliko takih, ki jih na nek način moti potem moji užitki, ampak mi je všeč, ko podelijo, zaradi tega, ker ko podeli, ve, da je v vzorcu nevoščljivosti, zavisti in začne obsojati. In tisti, ki podeli, potem začne delati na tem, se zaveda, da ima veliko tega notri, skritega in to je tisti korak, ko naredi spremembo. Mislim, da sem to zdaj prvi del povedala, tako da resnično, če je karkoli, da ste zacikljani, priporočam obred, ampak priporočam obred, da delate dobro predpripravo na sam obred, zaradi tega, ker se energijsko odprete. In ne delate z umom, svete medicine vam na nek način zablokirajo da vam dovolijo, da vaša podzavest prije ven v resnici takšni, kot ste. In da vam pokaže, koliko teh vzorcev, kaj so vam starši dali, kaj so vam dali stari starši in tako naprej. Sedaj se pa lotim obreda. Evo, prav tako sem si napisala. Glede na to, da je bila namera ljubim se in uresničujem svoje poslanstvo, sem imela izredno težek obred. Beseda ljubim se, veste kaj to pomeni, pa da sem že toliko odprta, pa da že toliko grem se spuščam v pretekla življenja, da sem prvič na obredu prosila Igorja, naj mi pomaga. Vzela sem roko, pa sem rekla, prosim, ti si me izval z namero, pomagaj mi. Ponavadi vedno delam sama, grem sama v bolečino, ne bežim iz te bolečine, mislim, da imam zelo visok prag bolečine in tudi zato, ker sem veliko v življenju sama oddelala, nisem potrebovala nekoga, da mi pomaga, ali pa tudi nisem taka oseba, da bi se šla iskat, kdo se je kriv, ampak vedno sem se vprašala, kaj se lahko iz tega naučim, kaj mi to sporoča, na čem lahko delam. In kaj se mi je zgodilo? Zgodilo se mi je, ker sem pač imela namero, da se ljubim, da me je peljalo, oh my god, skozi koliko življenj. Sploh jih ne morem več prešteti, ker jih je bilo toliko, da je bilo grozno. To pomeni, videla sem po moje življenja, mojo dušo, kako je potovala, videla sem ženske, to sem si napisala, kako se premalo spoštujemo, cenimo, imamo rade in potem nas pač udarimo na to stran, da pač se nam vse ti drugi vzorci zgodijo, kot prijo nevoščljivost, zavist, tekmovalnost in tako naprej. Tako me je bolelo, ker sem videla ženske, kako so, to sem si napisala, da vam malo povem, kako premalo se ljubimo in v resnici kako prihaja, ker šele 150 let nazaj so ženske začele sebe spoštovati. In mi je pokazalo, kako je ženska uživala v spolnosti in kako so jo na nek način poškodovali, da do tega ne bi prišlo. Potem sem videla žensko, kako je v prostituciji, oziroma kako je kot prostitutka, kaj vse delajo moški, kako trpi, kako jo trpinčijo. Potem sem videla žensko kot sužnjo, videla sem žensko kot, koliko je ponižana, podrejena, kmetico, ne vem vam več povedati. To je bilo noro. In za vsako, ko sem videla zgodbo, sem videla obraz, sem videla vse slike, kar je možno in potem to je bilo tako, nisem več vedela, sem rekla, kakva namera. Pa sem kar govorila, odpiram se za ljubezen, to je šlo čez.
pol je bilo sprejemam se, me je vrglo v tisto žensko, kako se ne sprejema svojega telesa, kako si ne dovoli. In tudi o tem bom govorila, kako imamo premalo spoštovanja do sebe. In potem me je vrglo, da vidim, potem me je pa vrglo v striptiz, tak poslovni klub, kjer so bile ženske čudovite, ne tako čudovite, ne vem, vse oblikovane v tem, ampak kako so se imele rade, kako so ljubile svoje telo, kako so bile samozavestne, kako so bile prave dame v tem stilu, da so vedele, kdo so ona. In potem mi je pokazalo moške, zakaj so radi v teh klubih, kaj je tisto, da jih vleče v te klube. In zakaj je toliko prevaranja, zakaj ljudje tega ne delijo. Ampak dajmo najprej se ustaviti pri teh ženskah, kaj mi je bilo zanimivo. Bilo mi je to zanimivo, da moški hodijo tja, ker ko vidijo te ženske, kakšne so, pravim, lahko da ima veliko prsje, majhno prsje, lahko da ima majhen trebušček, ima velik trebušček, majhen trebušček, noge, ona sebe sprejema točno takšna, kot je. Točno takšna, kot je, in moški se zraven takšnih žensk počutijo sprejeti, počutijo se moški. Zakaj? Ker taka ženska ne obsoja, ne kritizira, ne tekmuje, ona samo sprejema sebe. In ko ona sprejema sebe, sprejema tudi drugo stran. In moškemu to da. In moški se zraven take ženske počuti ljubljeno in se počuti opolnomočen. In to je eno ključno sporočilo, drage dame, ki bi vam ga rada danes dala. Dosti let sem se sama borila s svojo sprejetostjo telesa. Predebele noge, trebušček, ne vem, rit taka, roke take, prsi take, ne vem, karkoli, nos, ušesa, kar naprej neke določene stvari, ki so me ovirale pri meni, kdo sem. Bolj, ko sem se začela sprejemati, bolj sem uživala v spolnosti, bolj sem se počutila opolnomočeno, bolj sem verjela vase, bolj sem si dovolila točno to, tudi v trenerki iti v trgovino z takimi lastmi, kot jih imam danes, ko snemam video, da ne rabim biti popolna, ampak da sem popolna navznotraj. In ko se mi je to zgodilo, sem videla, oh my God, jaz želim vam podeliti sporočilo, da, drage moje, tiste, ki imate oprsje, imejte ga in ga pokažite. Tiste, ki imate lepe boke, pokažite to. Tiste, ki imate lepe noge, pokažite, nosite kiklice take, da se vam te noge vidijo. Sej pustite druge, bodite zase lepe. In kolikokrat vidite kako žensko z moškim, ko mogoče vam ne ustreza, da je mogoče tako oblečena, ampak ona samozavestno hodi, njen mož je presrečen zraven nje, ali pa partnerka, kdorkoli pač je, zaradi tega, ker se ima rada, ker se ceni, spoštuje. No, in potem, to je bil prvi del, zelo naporno. Mislim, tudi doživela sem na koncu, je bilo tako, prvi del je bil izredno naporen, ker me je res metalo in sem mislila, kdaj bo konec, nočem več vseh teh življenj videti. In tudi to pomeni, ko mi je, takoj ko imaš ti namero, ljubim se, te rani najbolj tam, kjer veš, da te rani te otroke. Kako lahko ljubiš sebe bolj, kot ljubiš svoje otroke? In potem je pokazalo pri otrocih, katere vzorce sem jim dala, kaj je tisto, kar gordol, ampak sem šla skozi to, sem rekla, ok, super, lahko jim pomagam, nisem šla v bolečino, še bolj dol, ampak sem rekla, super, tu vidim, da lahko naredim še veliko priložnosti za rast in da jim pomagam, da naredijo svoje življenje drugačno. Drugi del obreda je bilo pa, da uresničujem svoje poslanstvo, imela sem ga tako za skazo kot za inštitut in najprej mi je prišlo, da prvi stavek, da učim ženske reči ne. Da vas učim, da se postavite zase, da podajate svoje mnenja, ampak da podajate vse iz srca, da se spoštujete,
da si dovolite biti to, kdor ste. Kaj to pomeni? Da se začnete sprejemati, da začnete videti, da si zaslužite najboljše partnerje, da si zaslužite uspeh, da si zaslužite ljubezen, da si zaslužite zabavo, lahkotnost in potem, da spoznate, koliko ste vredne, koliko ste oddelali že sedaj in koliko je dobro, da veste, da vrednost pride s procesom rasti. Marsikaj smo mogli preživeti, da smo danes tukaj, ker smo. Marsikaj se nam je moglo zgoditi na tej poti, da smo lahko doživeli ta proces. Ampak zato je prav, da se počutite vredne, res vredne. Ok, to je zdaj glede tega. Bilo je kar, no, in potem, ko sem delala ta del tudi poslanstva, sem dobila izredno močno sporočilo, zelo, zelo močno sporočilo, ki spet gre tja, kamor marsikdaj pozabljamo. Mislim, dobila sem veliko sporočil, pa ni dobro zdaj, da čisto se podelim, ampak največja moč, ženska moč, prihaja iz spolne čakre. To zdaj ne pomeni, da zdaj bo ona trosla, vse posod pa spuščala tako odprta za to energijo, ampak prihaja, ko ženska je odprta v spolni čakri, ko čuti spolno čakro, takrat deluje iz srca. In takrat, ko deluje iz srca, tudi govori iz srca, takrat ne želi nikogar prizadeti, noče biti zavisna, in ni nevoščljiva, ne sodi, ampak je tukaj notri in verjame, da ona lahko zmore vse. In ko se vam to zgodi, vsakega moškega na tem planetu boste srečne. In ne samo, da ga boste srečne, vi boste srečne, zaradi tega, ker boste vedele, koliko vas ljubi. Ja, tako da to je močno sporočilo. Da vidim, kaj sem si še napisala. Ok. Jaz mislim, da marsikaj bi še povedala, ampak zdaj razmišljam, če bi bilo to. Ne se bati, meni pridejo močne ženske, znane ženske, katerim tudi marsikatera sledi, ali sledite, ali so tako javne osebe. In rečejo, jaz se na ta obred ne upam iti, ker se bojim sprememb. Kar to pomeni, da se res boji iti v svojo podzavest in pogledati, ker zdaj dela vse z uma, kako bi bilo, če bi delala iz srca. Kaj to pomeni? Da se sleče, začnejo maske padati. Maske padati, kakor v resnici je ona navznotri. Ampak mogoče je zaradi tega, kdo ne pomara, mogoče zaradi tega ne bo več tako popularna, mogoče zaradi tega ne bo več toliko imela sledilcev. Res je tudi to, ker sem se spraševala, zakaj jaz to danes želim z vami deliti. Zakaj sem že želela danes zjutraj, ko sem končala obred ob 6. zjutraj, vam to povedati. Kaj je bilo to, da bi vam želela, a veste kaj? In sem dobila tako močen odgovor. To, da vam pokažem, da se ničesar ne sramujem, ničesar, da če uživam na obredih, mi je top shit, tako pravijo, ne smeš govoriti o obredih, kako bojo drugi rekli, da vam pokažem, da mi ni izziv povedati svojo rano, ker skozi to rano danes ne gledam, kaj bo kdo drug rekel na to, ampak rečem, oh my god, koliko sem naredila, da lahko naredim korak naprej. In še za zaključek, jaz mislim, da vsi vi, ki boste pogledali ta video, bodite iskreni sami do sebe in si po resnici priznajte, kdaj se počutite živi, kdaj je tisti trenutek, tako kot na obredu, ko doživiš to pot razsvetljenstva, vendar še enkrat pravim, dovoliš si, da greš skozi temo, ne da rečeš, da bo ta obred čim prej nehal, ampak rečeš, ok, prepuščam se zaradi tega, ker vem, da bom nagrajen. Kaj pomeni prepustiti se? Razpad ega. Ego se mora razpaditi. Tako kot smrt pripelje do novega rojstva.
grozno se sliši, po drugi strani je pa zelo easy in čudovita pot. Ko pa to doživiš, si pa na poti razsvetljenstva lahko 2, 3 ure, 4 ure, kjer sami padajo v vidi, sama pot te pelje in res si dovoliš biti to, kdor si. Tako da srčno upam, da vam bo ta video pomagal, da si boste dovolili živeti sebe. Vsaka oseba, ki vas moti, vedite, da vas moti zaradi tega, ker je podobna vam v podzavestnih vzorcih, ali si to želite, ali imate nekaj skritega in da pridete do tega, je pomembno to odpreti. Želim vam čudovit teden, imejte se lepo, predvsem pa vedite, da res, da si zaslužite in da ste vredni vse ljubezni, sreče, uspeha, lahkotnosti, zabave in tudi spolnosti ali pa rečemo orgazmu.